Bu. VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate VIP Randi in Sandi, rubrika, v kateri spoznamo nekoga izmed vas, znano slovensko osebnostjo. In tokrat bomo nekoga, ki se je na Randi prijavil, poslali na druženje, lahko bi rekli z domačinko, Ajdovko, ki živi... Ne vem, kako govoril, ki v meglo je šla, v Ljubljano. V tisti megli se tudi kar dobro znajde. Sicer pa je pevka, igralka, šansonjerka, to je zelo dobro slišati, pa seveda tudi voditeljica, ki ima menda rada mlajše moške. Zato sem jo tudi povabil, to je... Ko bi videli njen obraz zdaj. Lara Janković! Opala, Lara živijo. Ti ga pihneš, veš? Ja, pihnem, ko ajdovska burja. Res, jaz imam rada mlade, vedno pridem, sploh Sandija imam rada. In dragi moj, ker je treba negovati otroka v sebi. In ker je zdaj praznični december, kot me vidiš, sem prišla kot ena snežinka z Ljubljane, sem prinesla še tebi eno krasje, da bova midva lepo pustili. Pa še zvoki imam. Evo, kar sedi, kako si, povej mi drugače. Krasno, praznično, decembrsko, delavno, ampak veselo, radostno, vse. Mimogrede, verjetno ne bom prvi, ki te bom to vprašal, kaj si ti kaj v sorodi z Jankovićem? Ja, res, 1500 ti si. Ne, nisva, ba je, no, ampak enkrat sva rekla, da mogoče morava raziskati, ampak načeloma nisva. Ker pa bi se klicala Daniela, Ja, Daniela bi bila, Daniela neka misli. Lara Daniela Janković. Tako. Drugače zdaj iz Ljubljane, Ajdovščine, odkot si prišla? Iz Ljubljane, direktno po tem dežju, ampak je lepo prijetno Vipavsko, ma tu če padajo prekle. Ja, tako. Ja. Kdaj si bila nazadnje na Randiju? Namreč zdaj si pravkar tu, ne? Joj, Sandi, mislim, da si zdaj ti prvi. Gremo na oglase. Sicer si pa, to pomeni, da še nisi bila na Randiju ob prisotnosti kamer. Ja, to pa res, to pa ne vem, če sem sploh kdaj bila. No, danes bo vse posneto, tako da pazi, kako se bomo obnašali. Sicer pa ponavadi je tako, da se prijavijo ljudje na Randi. Prišlo je ogromno prijav, to moram povedati. Lepo. Ampak danes bomo naredili eno izjemo, sem se jaz odločil. Jaz sem se odločil, da te ne bom dal nikomur, da boš samo moja. Zato, glede na to, da imaš rada mlajše, kje si danes večer, Lara? Nekje s tabo, zagotovo. Ja, ampak želim te bolje spoznati in pri tem mi bo pomagala ena oseba, ena tvoja kolegica. A bi vedela, koga sem mogoče povabil na tole druženje? Zdaj pa je. Že prijateljica, kolegica ali kolegica in prijateljica? Vse v enem. Menda zadnjih 20 let. In tle z tega? Ja, z tega kuetla tle v teh konceh. Jaz bi rekla, da moja kolegica Marjuta Slamić. In z nami je igralka v SNG Nova Gorica, Marjuta Slamić! Marija! Prve smo vedeli mi koga klicati. Marija, kašna lepa! Se vsaj vidimo, ne? Živjo, Marjuta, zdravo. Hvala, ker si se odzvala. Smo rekli, da se tikamo, ne? Dobro, da sem prišla pa jaz tudi tako, vidiš, malo volnjena. Res ti je padlo malo snehca, na tebe, vidiš, kolej. Evo ti damo darilo v roke, da boš tudi praznična. Če bi jaz vedela, bi prinesla še ene snežinke. Ma ste me nafarbali. Marjuta, najprej moram povedati, zelo zanimivo ime imaš. Sem šel na Surs pogled, koliko Marjut je v Sloveniji. No, povej mi. Manj kot 5. Vem. A si edina mogoče? A si mogoče edina? Ne, mislim, da nisem edina. Odkot to ime drugače? Fransko. Marjuta. Stare gospe, prne so se imenovale Marjute včasih. Jaz poznam eno Marjučo.
Tudi, ko je prišla dan, sem rekel, o, Marjuča. Je takoj popravila. Ne, takoj popravila, ja, normalno. Ba je se poznate že 20 let, oziroma še kaj več? Še več. Po moje se poznamo, Lara mene pozna, ne bom pa vedela koliko. Od plenic? Ja, jaz pa po moje se ne spomnim glih malo manj kot plenic. Ja, ker se ne soja. Gremo tja čez 40, no? Ja. Kje ste se pol spoznali, recimo? V Plenicah, ali kako? Živeli smo, družili smo se, pri tabornikih smo bili, skoraj sosedje, lih prav njem, Ajduščina in Mička, nalogo greš v sopatah vsakmu, vsaj takrat. Sam Hubel je bil vmes, ne? Sam Hubel je bil vmes. In tako da potem tu je to. Ja, in še tu moramo povedati, ne smemo jo pozabiti, ona je bila neta. Tvoja prijateljica otroška, ker jaz sem bila pa njena soseda. Tako, in potem sem hodila, je bila moja sošolka, Tanja Štermanova, naša krasna pianistka. In izjemna. In pokaj smo se mi družili, je Marjuta zmer rada hodila gor. Jaz sem bila pa Mička na bolj in sem se pol družila z bolj velikimi. Ja, v tistih letih, so bile tebe 3 leta razlike, ko zdaj 30, razumeš, in potem je šla na živce, ker je bila premlada za nas. Ona je pa toliko tla biti z nami, da je bila tisto. Ma de Marjuta, pa smo jo kam pošiljali, pa ona prišla nazaj. Tako, ima tako prisrčno zmeraj. No, vidiš, in zdaj smo tukaj na tem kavču. Kako je imeti Laro za prijateljico? Jaz bom kar tako rekla, Laro za prijateljico je imeti zelo fajn, zaradi tega, ker naša Lara je, če je kaj, kakor prijateljica v intimnem življenju, je zelo zvesta in požrtvovalna in zmeraj mi je v podporo. Tako, Laro lahko pokličeš in bo rekla, ja, v redu, imam 5 minut, kaj, bo. Bo tistih 5 skoristila. Ja. Kaj gre pa najbolj na živce, recimo? Kdaj se najbolj razjezi? Kaj jo razjezi? Krivica. Krivica? Bravo, res. Res je, krivice ne prenesem, to pa res. Kakšna je recimo Lara s fanti? Lara s fanti? Bom rekla, ista kus prijatelji, ne? Radodarna. Radodarna je. Govorimo o energiji, o ljubezni, o pozornosti. Ja, tako, jaz recimo bom pač, ko bom govorila bolj iz enega tazga stališča, ko vem, da je imela veliko dolgotrajnih vez v svojem življenju, ker je bila požrtvovalna in iskrena in ljubeča in vse. Drugače pa dobre volje rada, ne? Evo, odlično, in to dobro voljo bomo zdaj tudi naučili. Eno igro se bomo šli. Marjuta, ti boš izbrala katero. 3 različne so tukaj. Bomo videli... Vsi grejo na sredino. Edini enkrat... Na središče. Ja, na središče, na sredinski. Res? A ja, tudi to? Ja, greš v center, ne? Ja, seveda. Sem brala, da tu je psihološko zelo fajn. Ta je zelo dobra igra, všeč mi je. Kako dobro me poznaš? Poznamo to igro? Ja, rečemo. Poznate se že več kot 40 let, ne? Ampak zdaj sledijo vprašanja, ne? Tudi spomin peša. Zdaj sledijo vprašanja, na katere boste odgovarjali samo z dvigom lističa. To je Lara, to je Marjuta. In jaz postavim vprašanje, vidve se pa ne boste gledali. Ti se boš obrnila, ti se boš sem proti meni, Marjuta. In ko postavim vprašanje, katera ne vem kaj, in samo gledalci bodo vedeli. A veš? A je bilo razumljivo? Ti boš povedal neko trditev, in za katero velja. Tako. S tem, da se ne boste smeli gledati. Čakaj, dobro. Nek se podoben, saj te vidimo za zelo. Ne morete, tako ti prav tja se obrni, a me vidiš, Lara? Ja, pokaži tako v kamero. Bojo že ujeli. Sicer so pa tudi barve, lahko povem, zelena je Marjuta, rdeča je pa Lara, če ne boste utegnili prebrati. Gremo, ste pripravljeni? Ste. Katera bi na žurki prej plesala po mizah? Ok, Lara, moraš se odločiti za eno. Ok, dobro. Katera bi lažje menjala gumo na avtu? Ena, katera? Aha, ok. Katera se raje spogleduje s tipi? Ojoj, to je bilo pa hitro. Ajej, me kar spodpihnilo. Katera je večja zaspanka? Katera bi zjutraj prej skuhala kafe? Aha, ok. Katera prva zameri?
Če prije do kakšnega unga, zdaj pa ti zamerim. Ok, sej ne gre za neke močne zamere, ne? Nobena, po mojem. Ja, ena more biti zakaj una. more? Ma Če more. ni, ja, ma če nej. Ja, ma, Ma svet mislim, je da bi dve smo res borba. Ja, ma mi nismo zamrljive. Ne, res nisva. Res nismo zamrljive. Se raj sprčiva pa Ja. reši. Kjera se prva sprči? Ok, ne bo Lara. Ajde, ne bo Lara. Katera se je že bolj osramotila? Tu pa po moje vsaka zase ve. Ja. Ja, jaz moram reči zase. Ja. No, zdaj pa mi povejte, kaj je bilo? Kaj je bila tista sramota, Marjuta? Marskej, ne vem. Je bilo to na odrskih deskah ali v privatnem življenju? Ne, v privatnem mislim, zdaj ne bom delila, kako sem se osramotila, ne vem. No, seveda, zdaj je lažje, je verjetno že toliko časa za tabo, ne? Zdaj se bomo nasmejali temu. Ma nič hujšga. Ma ne, nič tazga, ne vem. Kest vem. Mislim, zdaj se sploh ne spomnim kakšne take, se spomnim kakšne hude, ma zdaj ne spomnim pa take neke. Jaz ne. Dobro, mogoče Lara. Pa gremo nazaj. Lara, kako osvajaš tipe? Boš videl dan zvečer. Ja, to je bilo tako hitro. Ti boš videl dan zvečer sam. Odlično se poznate. Zelo diskretno, zelo neprotkovno direktno, oddajam znake in signale in tako. Z neko kilometrino bomo rekli, ne? Modro. Evo, zelo dobro se poznate, moramo priznati, dajmo publika aplavz. Hvala obema. Same sebi tudi. Same sebe. Zdaj bomo naredili še eno slikco za spomin na ta dan. Ne, tu pa Ker si treba. lahko jaz tu sposodim tvoje. Ma lahko, Zdaj evo bomo tako. obe tako božično, Da boste ne? obe božični. Ja, to pa Dajte mi res. povedati, kdaj ste se nazadnje videle? Dolgo cajta nazaj. Dolgo časa nazaj. Pol je današnje srečanje več kot dobrodošlo. Ja, moramo. Ne, ne morete. Bomo tako, pa pol bomo naredili še en selfie, da bomo imeli... Jaz čem tudi spomin na vas zdaj. Dej. In še Jelko ima zadnji. Evo, tako. Najlepša hvala, Ja, zdaj da ti si se vračam odzvala veselje, temu če srečanju. Ja, Z evo. velikim veseljem in zdaj grem naprej na vajo. Ja, se mi je zdelo zdaj, zakaj se mudi gosti. So rekli, gosti se mudi. Se nekam adorno, če prije kakšna gospa, ki bi me rada videla, jaz ne vem, kaj se ji toliko mudi. Jaz bi z veseljem šla z nabo na kosilo, pa morajo. Ja, imaš vajčke. zdaj, recimo? Obnavljamo božično zgodbo in vas vseh hkrati vabim zdaj tukaj, vabim na božično zgodbo, ki bo zdaj v decembru se igrala s polno paro. SNG Nova Gorica. SNG Nova Gorica. Bomo prišli. Hvala lepa. Tebi pa tudi, ne, da si se udeležila Randija. Ja, hvala lepa. Zdaj pa jo bom pustila Ta malo trojček je sama. bil lep. Evo, hvala, ko ste se udeležile. Uživajte še naprej. To je bil VIP Randi in Sandi, katera vi posebno se nam pridruži prihodnji teden. Ja, to bo pa znano, če se priklopiš na frekvence Radia Robin ali pa na družabnih omrežjih. Tako da nas spremljaj še naprej. VIP Randi in Sandi, lepo se imejte. Čau. VIP Randi in Sandi.